Pokorščina. Kdo bi bil danes še pokoren? Ali ni to ostanek mračnega srednjega veka, ko so bili ljudje še nazadnjaški? Tako bi se spraševali današnji moderni in razsvetljeni ljudje. Toda ali je resnica, kar mislijo, ali pa le samo prevara, ki jim pomaga vztrajati v njihovi domišljavosti in anarhiji? Vsaka družba mora delovati po določenih predpisih in zakonih, ki jih sprejme in uzakoni. Ti odloki so postavljeni zato, da je družba bolj stabilna in urejena. Zakone potrdi najvišje zakonodajno telo. Izvršna oblast pa je postavljena, da bedi nad tem, kako se zakoni uresničujejo in spoštujejo. Vsak človek ve, da je potrebno imeti določena pravila, saj le-ta pomagajo urediti življenje v družbi in tudi lastno življenje. Seveda so vsi predpisi in določbe taki, da nas vsaj nekoliko omejujejo. Iz tega sledi, da nekaj smem narediti, druge stvari pa ne. So dejanja, ki so v skladu s predpisi družbe, in dejanja, ki jih ne smemo narediti, ker posegajo v pravice drugih ali bližnjega celo ogrožajo. Zato je zakonom treba biti pokoren in jih spoštovati, ker tako tudi moje življenje tako postane bolj urejeno. Takoj vidimo, da brez pokorščine ne moremo. Če ne drugega, moramo biti pokorni državnim zakonom, ki jih je sprejelo za to odgovorno zakonodajno telo. Ne more vsak človek delati, kakor bi se mu zljubilo in kar bi hotel. Taka hotenja so lahko v navzkrižju z zakoni družbe, zato jih ne smem uresničiti. Če pa jih kljub temu uresničim, delam proti zakonom in zapadem kazni. V skladu s temi zakoni je popolnoma mogoče živeti in jih ni treba kršiti. Urejeni so tako, da dajejo članu družbe možnost živeti popolnoma normalno življenje. Človek, ki tako živi, se ne čuti utesnjenega ali žalostnega, ker ne sme narediti vsega, kar mu pride na um. Pokorščina državnim zakonom človeka vodi v mirno, urejeno življenje. Če jih izpolnjuje, je v pravem odnosu do svojih bližnjih in tudi z organi, ki nadzorujejo izpolnjevanje zakonov, nima težav. Na vsakem koraku je torej treba živeti pokorščino, tudi če gledamo s čisto posvetnega vidika. Torej, pokorščina ni nekaj, kar bi ne bilo moderno ali kar je celo zastarelo. Potrebno se je vselej pokoravati in to, kar je predpisano, tudi spoštovati. Živeti drugače je zelo neumno, saj so kazni za različne prestopke že vnaprej predpisane. To, da ne spoštuješ nobenih predpisov, ni svoboda, ampak je anarhija, ki ne osvobaja. Ta namreč vodi v težave in jih povzroča tudi drugim. Svoboda je nekaj drugega, namreč to, da se znam prostovoljno odločiti za določene omejitve in jih sprejmem za merila v svojem življenju, ter po njih tudi živim, ne da bi se čutil utesnjenega in nesvobodnega. Pokorščina človeka osvobaja in mu daje možnost, da živi v skladu s splošnimi pravili in se tako izogne težavam. Tudi vsaka verska skupnost ima svoja pravila, svoje zapovedi. Potrebno jih je spoštovati in po njih uravnavati svoje življenje. Spoštovanje zapovedi nas vodi v urejeno življenje, seveda pa od članov zahteva tudi določene odpovedi in jih omejuje. Čim bolj je popoln in zakonit tisti, ki je zapovedi predpisal, tem bolj smo se jih dolžni držati in po njih živeti. Zapovedi nas tudi usmerjajo v pravo smer, da ne zaidemo težavam naproti. Posebej pa smo dolžni spoštovati zapovedi, kadar jih nekdo daje iz čiste ljubezni. Bog je dal ljudem 10 božjih zapovedi, da bi jim bilo dobro. Te zapovedi nas res omejujejo, a nam ne jemljejo svobode. Omejujejo nas v tem, da ne smemo delati slabega. Varujejo nas pred padci v tista dejanja, ki nam lahko škodujejo. Bog je v svoji zapovedi položil vso svojo ljubezen. Ni nas pustil, da bi sami na lastni koži odkrivali, kaj nam je v dobro in kaj nam škoduje. Dal nam jih je zato, da bi bili v življenju srečni in ne bi padali v nesreče. Zapovedi nas varujejo pred nesrečami že v tem življenju, še bolj pa so usmerjene v večno življenje. Pomagajo nam, da se večno življenje v nas vedno bolj razcveta in živi. Ker je Bog v svoji zapovedi položil vso ljubezen, nas tudi izpolnjevanje božjih zapovedi vodi v ljubezen.
Ker so iz ljubezni, nam v srcih tudi prebujajo ljubezen. Zato pokorščina Božjim zapovedim za nas ne more biti muka, ampak veselje v ljubezni. Veliko veselje je že to, da jih poznamo. To nam razodeva ljubezen nekoga, ki nas ima rad in za nas skrbi. Ni mu vseeno, kako živimo, ker nas ljubi. Nas hoče obvarovati bolečine in trpljenja. Zato nam je v tej ljubezni razodel, kaj naj naredimo in česa naj se vzdržimo. Pokorščina ima temelj pri Bogu. Popolnoma normalno je, da je Bog v naše življenje vnesel pokorščino, saj nas je ustvaril po svoji podobi in sličnosti. V Sveti Trojici vlada najpopolnejša oblika pokorščine, ki je čista ljubezen. Tam so odnosi tako usklajeni, da nobena od oseb Svete Trojice nikoli ne čuti ponižanja in se ne čuti manj vredno. Odnosi v njej so tako harmonični in urejeni, da je na zunaj en sam Bog, torej 3 osebe, a vendar en sam Bog. Trojstvo različnih in samostojnih oseb je med seboj tako usklajeno, da delujejo kot eden. To pomeni, da vsaka oseba tako zelo ljubi in spoštuje ostali dve, da vsa dejanja nastajajo v nenehnem ljubezenskem dogovoru. Ena sama oseba enostavno ne more narediti ničesar brez drugih dveh, ker jo tako zelo ljubi, da morajo vse narediti skupaj. Iz življenja v Sveti Trojici spoznamo, da je pokorščina pravzaprav čista ljubezen. Ljubezen je tista, ki ustvarja odnose med osebami, med ljudmi. Ljubezen nikoli ni usmerjena sama vase in v svoj prav, ampak vedno iz sebe, ter tako išče, kako bi v harmoniji z drugim naredila to, kar bi bilo v blagor obema. Ljubezen zedini osebe v dejanjih, mišljenju in hotenjih. Jezus nam je vsem zgled pokorščine. Očetu je bil pokoren tudi, ko je postal človek. V človečenje mu ni bilo noben izgovor, da bi bil daleč od očeta in bi smel delati po svoje, ampak je delal v imenu vse Svete Trojice. Vsaka njegova beseda ali dejanje je bilo dejanje vse Svete Trojice. Zato je bilo posledica ljubezni. Ni nam mogel dati drugega napotka za medsebojno življenje kot pokorščino. Apostol Pavel nas takole nagovarja k pokorščini. Bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni, ter drug drugemu odpuščajte, kakor je tudi vam Bog milostno odpustil v Kristusu. Posnemajte torej Boga, saj ste njegovi ljubljeni otroci, in živite v ljubezni, kakor je tudi Kristus vzljubil nas in je daroval sam sebe za nas, kot blago dišečo daritev in žrtev Bogu. Iz strahu spoštovanja do Kristusa se podrejajte drug drugemu. Biti pokoren pravzaprav pomeni uresničiti svoje življenje do najvišje popolnosti. Pokorščina nas vodi tako daleč, da smo sposobni v vsakem trenutku svojega življenja prepoznati to, kar je najbolj koristno za vse. Vodi nas, da premišljujemo o drugih in jih upoštevamo. Pokorščina vedno temelji na odnosu, spoštovanju in ljubezni. Ker v pokorščini nekoga poslušam in ravnam po njegovih priporočilih, me postavlja v odnos spoštovanja. Tistega, ki mi svetuje, spoštujem in poslušam. S tem mu izkažem čast in ljubezen. Tako dejanje poslušnosti me obogati, ker sem zrasel v odnosu do bližnjega. Poleg tega pa me poslušnost obvaruje pred sebičnim dejanjem. Ker sem rasel v odnosu do bližnjega, sem postal boljši človek. Še več, pred Bogom sem naredil nekaj, kar je v odnos postavilo še Boga. Kjer je poslušnost, tam je Bog. Tistemu, ki je poslušen in pokoren, je Bog blizu. Biti pokoren ali poslušen pomeni imeti odprto srce bližnjemu in Bogu. Krščanska pokorščina spada v življenje vsakega kristjana. Apostol Pavel pravi: žene naj bodo podrejene svojim možem, kakor Gospodu. Mož je namreč glava ženi, kakor je Kristus glava cerkvi. On odrešenik telesa. In kakor je cerkev podrejena Kristusu, tako naj bodo vsem žene možem. Možje, ljubite svoje žene. Kakor je Kristus vzljubil cerkev in dal zanjo sam sebe, da bi jo posvetil,
ko jo je očistil s kopeljo vode z besedo, tako da bi sam postavil pred se veličastno cerkev brez madeža, gube ali česa podobnega, da bo sveta in brezmadežna. Tako so tudi možje dolžni ljubiti svoje žene, kot svoja lastna telesa. Kdor ljubi svojo ženo, ljubi sebe. Zato naj tudi vsak med vami tako ljubi svojo ženo, kakor sebe. Žena pa naj spoštuje moža. Otroci, ubogajte svoje starše v Gospodu, kajti tako je prav. In vi, očetje, ne jezite svojih otrok, temveč jih vzgajajte v Gospodovi vzgoji in opominjanju. Apostol hoče poudariti, naj bo pokorščina in poslušnost med vsemi. Ljubezen mora prevevati vse odnose v družini, saj naj bi bila družina podoba Svete Trojice. Družino bi lahko z drugo besedo imenovali skupnost ljubezni. Potrebno je, da poslušajo drug drugega in so si pokorni. To bogati njihovo življenje in jih osrečuje, saj sreča prihaja iz odpovedi. In prav pokorščina je odpoved lastni volji in poslušanje nekoga, ki v ljubezni govori to, kar je bolje za vse. Jezusovo življenje bi lahko označili kot eno samo pokorščino očetu. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podaril ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno biti v nebesih, na zemlji in pod zemljo in da vsak jezik izpoveda Jezus Kristus Gospod, v slavo Boga Očeta. Tako zelo je bil pokoren očetu, da tudi smrt in trpljenje nista mogla omajati njegove pokorščine, ki je bila čista ljubezen. Zato nam je njegovo življenje zgled. Ker je tako korenita pokorščina težka in od človeka zahteva popolno predanost Bogu in bližnjemu, jo je samo svetoval in ne zapovedal. Toda kljub temu se je v zgodovini našlo veliko ljudi, ki so pokorščino hoteli živeti tako korenito. Tako so nastali redovi in zaobljuba pokorščine. Ta človeka postavlja v poseben položaj. Ne mogli bi reči bolj privilegiran, ampak bližje Bogu. Pokorščina na tako korenit način človeka osvobaja njegove lastne volje in ga odpira Božji volji, ki se razodeva po predstojnikih. Kdor posluša vas, posluša mene. Kdor pa zavrača vas, zavrača mene. In kdor zavrača mene, zavrača tistega, ki me je poslal. Taka korenita pokorščina nikakor ni zanikanje samega sebe, ampak osvoboditev za višje stvari. Redovnik, ki živi pokorščino, je odprt za Božjo voljo in jo v moči poslušnosti mora bolj temeljito izpolnjevati. Pokorščina ali poslušnost ga odvezuje od navezanosti na lastne želje in na svet. Odvezuje ga in osvobaja, da je bolj razpoložljiv za Boga. Seveda pa pokorščina ni samo slepo izvrševanje ukazov, kot ti nekdo ukazuje, marveč ljubezen do predstojnika in Boga. Pokoren ni samo tisti, ki posluša, ampak tudi tisti, ki ukazuje. Še večje odgovornosti ima tisti, ki ukazuje. Še bolj je namreč dolžan poslušati. Poslušati mora svoje brate in sestre, ki jim je predstojnik, in z vso ljubeznijo poslušati Boga. Iskati mora samo to, kar je Kristusovo, ter v dobro bratov in sester. Popolna pokorščina ustvarja tudi popolno harmonijo med redovnimi osebami. Zato je pravzaprav najpopolnejši razcvet življenja v ljubezni. Življenje v pokorščini je prisotnost Boga v našem življenju. Ker izvira od Boga, nas s tem, ko jo živimo, dela podobne Bogu. Pokorščina nas oddaljuje od greha in tistega, ki nas zapeljuje v greh. Hudobni duh namreč ne more živeti pokorščine, ker je upornik že po naravi. Ker se je uprl Bogu, je upornost in nepokorščina ostala v njem. Tako da pokorščine ni sposoben živeti. Pokorščino nam je Bog razodel, zato da bi nas naredil srečne. Dal nam je svoj zgled in kliče nas, da bi tudi mi živeli kakor on. Res je pokorščina mnogokrat težka,
Ker nas je ranjenost po izvirnem grehu naredila uporne in nepokorne, se moramo vsak dan znova odpovedati nepokorščini in odločiti za pokorščino. Zato sem pokorščino na začetku imenoval križ, a ne kot križ, ki nas pritiska k tlom, marveč to, kar križ v resnici je, znamenje ljubezni. Križ pokorščine je Božji dar nam ljudem, da bi bili srečni in Bogu podobni. S klicem k pokorščini nas Bog kliče k popolnemu življenju, ki mu je vzor Sveta Trojica. Ko se odločimo za popolno pokorščino, se odločimo za Jezusa. Postanemo mu posebej blizu in odprti za njegove darove. Bolj, ko nam uspe živeti pokorščino, bolj smo sposobni sprejeti to, kar je Bog za nas pripravil. Pokorščina mora postati naše življenje. To pa pomeni, da je postala ljubezen najvišja zapoved v našem življenju. In Bog ne kliče samo k temu, da bi ljubili njega in bližnjega. Prva zapoved je: ljubi Gospoda svojega Boga, iz vsega srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo. Druga pa je tale: ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Večja od teh dveh ni nobena druga zapoved. Bog je edini in ni drugega razen njega. In ljubiti njega iz vsega srca, z vsem umevanjem in z vso močjo, ter ljubiti bližnjega kakor samega sebe, je več kakor vse žgalne daritve in žrtve. Življenje v pokorščini je predpodoba življenja zveličanih v nebesih. Tam poveličani žive v popolni harmoniji z Bogom in med seboj. Pokorščina nas upodablja po Bogu in nas napravlja tudi vedno bolj nebeške, ter nas bo ob koncu življenja povsem pridružila svetim v Božjem kraljestvu.